Mišmaševci, lepo pozdravljeni. December je zagotovo najbolj čaroben mesec v letu. Je čas pričakovanj, veselja, radosti, ko se posvetimo svojim najbližjim sorodnikom in prijateljem. Kako pa si lahko doma pričarate zimsko vzdušje, vam bomo pokazali v današnji oddaji. Z mano v studiu že lepo pozdravljam gospo Petro Kolšek. Lep pozdrav, Mišmaševcem in tebi. Nekateri pravijo, da zime ni brez snega. Bi se strinjali s tem? Ja, eno čarobnost in en mir prinaša. Tako da, ja, jaz sem za sneg, da ga veliko zapade, da zmrzne in potem, da so ceste očiščene in to je to. Ampak zadnje leta je bolj to želja, ampak rečejo, da ne smeš nikoli pozabiti imeti ogromno želja in ogromno sanj. No, tako kot vsako leto si tudi to želimo, da bi bil sneg predvsem za Božič, kaj ne? Ja, da bi bil Božič bel, čaroben, ker imamo takrat več časa in konec koncev sneg nam primore, da se malo umirimo in da si posvetimo drug drugemu trenutke, ki so najbolj dragoceni. Po zimi nam narava sama po sebi ponuja veliko aktivnosti na prostem. Kaj najraje počnete? Najraje počnem, da delam angelčke v snegu. To je tisto, kar je najbolj čarobno. Zato je včasih potrebno tudi v kakšen hrib na višino, kjer pa je sneg, če že v dolini ne. Potem pa je tudi zelo lepo, ko priješ iz mrzlega na toplo v dom. Tako, za december so značilni tudi piškoti, vroča čokolada, čaj in tudi doma se lahko vsekakor s čim zamotimo, kaj ne? O, seveda. Namreč v tem delu leta vemo, da dnevi, tisti svetli, so zelo kratki in so potem dejansko se že kmalu naredi večer. In radi smo v zavetju doma, kjer je tudi toplo in pa svetlo. In zakaj se ne bi te dolge dneve oziroma večere polepšali s kakšno družabno igro, s kakšnim druženjem in pa seveda druženjem ob ustvarjanju. Tako kot ste že rekli, časi lahko krajšamo tudi s krašenjem stanovanja, z ustvarjanjem. Kaj vse bomo mi danes izdelali? Ja, danes bomo naredili nekaj, da si okrasimo stanovanje s takšnimi priročnimi smrečicami. Potem seveda, kaj lepšega, kot če po stanovanju zadiši po sveže pečenih piškotih. In kadar jih želimo komu podariti, je dobro, da naredimo čisto tako unikatno darilno embalažo, ne samo za piškote, tudi za kaj drugega. Lepo pa je tudi, da kljub vsej moderni tehnologiji vsaj ob koncu leta pišemo celo na roko, če si le vzamemo čas, voščila in naredili bomo v bistvu voščilnice, ki jih potem tudi pošljemo svojim najbližjim. Res je, in najbolje, da začnemo kar s prvim izdelkom. Ja. Torej, za vse izdelke, ki sem jih naštela in jih bomo danes naredili, je značilno to, da jih bomo reciklirali. To pomeni, da so nekoč že služili nekemu drugemu namenu, sedaj pa bomo v skrbi za naravo in okolje, v katerem živimo, te stvari tudi reciklirali in na novo jim dali en pridih. Torej ne potrebujemo veliko stvari, veliko materijala, ampak lahko samo pobrskamo po domačih predaljih. Tako. Temu je namen, naredili bomo ogromno dobrega, ne samo za bližnje, ampak tudi za tiste, ki živijo na našem planetu in zakaj ne bi reciklirali, če lahko. In tudi ni tako težko, kot se na prvi zvok morda sliši. Potrebujemo voščilnice, ki smo jih dobili v preteklih letih, potem potrebujemo škarje, in pa škarje z cikcak vzorcem, oziroma valovite škarje rečemo, obojestranski lepilni trak, navadni lepilni trak, svetleče nitke, ali so to tanjše ali debelejše, in pa osnovo za voščilnico. Voščilnice, ki smo jih prejeli v preteklem letu in imajo takšen lep motiv, ki nam je všeč, bomo najprej obrezali z cikcak škarjami. Če gre, lahko voščilnico kar takole pretrgamo, nato pa jo okrog in okrog obrežemo s temi valovitimi cikcak škarjami.
pri tem vam samo en droben nasvet. Ko zarežemo škarjami, vedno previdno damo v naslednjo zarezo, da se nam ne potem papir prične cefrati in uničimo sam začetni izdelek. Torej, malo drugače se s temi valovitimi škarjami reže kot z navadnimi škarjami. Če slučajno ne bi imeli teh valovitih škarij, pa lahko tudi z navadnimi škarjami narežemo en takšen zobčast oziroma valovit rob, ki nam bo služil, da se bo potem nitka lažje zapela v to našo voščilnico. Kje pa lahko sicer naši mišmaševci dobijo takšne škarje? Škarje dobite v kakšni papirnici ali pa v trgovini z ustvarjalnim materialom. Zdaj so kar takšne dostopne, ker so seveda zelo popularne med ustvarjalci. Zdaj, koliko obrežemo samo voščilnico, je tudi glede na osnovo, ki jo imamo, odvisno. In sedaj vzamete nitko. Ni potrebno, da je tako tanka, lahko je debelejša, lahko je ta nitka, s katerimi izdelujemo gobeline ali pa vezemo, lahko je pa tudi nitka, s katero zavijamo oziroma aranžiramo darila. Samo nitko na hrbtni strani prilepimo, da nam ne pobegne. In potem si zamislimo, da gremo v eno to dolinico in na nasprotni strani v drugo. In gremo zadaj in gremo lahko v isto to dolinico ali pa v eno naprej ali pa eno nazaj. To je zdaj čisto odvisno, različne vzorce lahko naredimo iz tega, stvar naše domišljije in pa spretnosti. Torej je pomembno, da je papir malo trši, da se ne mečka? Ja, papir, na katerem torej tole nitko takole prepletamo, je dobro, da je malo trši, zato tudi dejansko te voščilnice z lepimi motivi iz preteklih let zelo prav pridejo in so dobrodošle. Tanjši papir se ne bi obnesel, ker bi nas motil oziroma bi se preveč upogibal. Dobro je, da je nitka napeta. Takole, naprimer, da nam je to všeč. Takole izgleda potem tudi na zadnji strani. Prilepimo. Odrežemo. Takole. Nastane poljuben motiv, lahko bi še tudi drugačne vzorce delali, naprimer lahko uporabljamo tudi drugačno nitko, tukaj je naprimer zlata in pa potem ena rdeča, kombinacije so neskončne. Nato pa, ker je le to nitka, tudi če imate morda debelejšo nitko, vam priporočam, čeprav lahko tudi z navadnim lepilom, da uporabite obojestranski lepilni trak, ki je močnejši. In vam bo zagotovo voščilnica na sami osnovi oziroma ta motiv, ki smo ga naredili, ostala. Navaden lepilni trak imajo verjetno vsi doma, tega pa ne ravno. Kje ga lahko dobijo? Dobite ga v teh ustvarjalnih trgovinah, pa tudi kar pogosto se že najdejo v papirnicah. Lahko pa tudi v trgovinah, kjer prodajajo materijale, takšne tehnične trgovine, ki prodajajo materijale za beljenje, za polaganje raznih mas, in tam tudi imajo malo sicer širši, ampak je obojestranski lepilni trak. Tako, ko kakršnikoli motiv dajemo na osnovo, vedno pogledamo, da se voščilnica pravilno odpira. Rado se zgodi, da naprimer takole prilepimo, pa vidimo, da je potem motiv čisto obratno prilepljen na samo voščilnico.
Pa pozor, obojestranski lepilni trak, ko enkrat prilepimo na samo površino, povratka ni, ker nam uniči samo osnovo za voščilnico. Tako da malo vdiha. Tako na notranjo stran lahko potem napišemo kakšne lepe misli, komu pa lahko mišmašeci to pošljajo in kaj lahko napišejo, če nimajo idej. Predvsem vedno, sploh pa v teh zadnjih letih, mislim, da želja po zdravju je najbolj pomembna, po bližini, ljubezni, sreči, veselju. Pošljajo pa lahko svojemu sošolcu, svojemu prijatelju, vsem bližnjim znancem in pa sorodnikom, ki ne živijo v naši neposredni bližini. Nič hudega pa tudi ne bo, če napišejo voščilo mami in atiju in jo dajo tam v en lep kotiček, kjer jo bo ta našla in s tem jim bomo polepšali dan. Tako preden nadaljujeva, si malo odpočiva in si prisluhnima glasbi. And 1, 2, 3, 4. Tako zelo se daleč zdi lansko leto, tako zelo si spet želim, da imel bi vse to. Dolgo nazaj je tisti božič, kot lanski sneg se zdi. Veš, da si tudi jaz želim. Komaj čakam, da te vidim, da s toplino te objamem in da spet si seževa v dlan. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo takrat. Vso veselje je pred vrati, ustavil se je čas. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo enkrat. Novo leto je pred nama in vse bo spet, kot je bilo takrat. Kaj vse bi dal, da bi lahko s tabo spet zaplesal? Zdaj vem, kaj vse bom na papir z željami zapisal. Kaj ima pa, če ne smem požatiti lica? Vsa darila so v nama, zato pa komaj čakam, da te vidim, da s toplino te objamem in da spet si seževa v dlan. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo takrat. Vso veselje je pred vrati, ustavil se je čas. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo enkrat. Novo leto je pred nama in vse bo spet. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo takrat. Vso veselje je pred vrati, ustavil se je čas. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo enkrat. Novo leto je pred nama in vse bo spet, kot je bilo takrat. Vse bo spet, kot je bilo takrat. Smo že nazaj. V današnji oddaji ustvarjamo in naš naslednji izdelek je smrečica. Sicer malo drugače, kakšna bo? Smrečica bo narejena iz starih reklam ali pa starih revij,
ki smo jih prebrali in jih ne potrebujemo več in zakaj bi jih zavrgli, če lahko iz njih naredimo čudovite, unikatne smrečice, ki nam bojo služile za res čudovit dekor za kakšno praznično večerjo ali pa tako v samem stanovanju. Kar je potrebno pri teh revijah oziroma reklamnih časopisih gledati je to, da ne gre toliko za debelino papirja, kot da je ta revija oziroma ta format pravokoten. Iz kvadrata, nažalost, torej, da bi bile vse stranice enako velike, ne moremo narediti same smrečice. Če želite, da je smrečica kompaktna, takšna stabilna, tudi priporočam, da izberete kakšne malo debelejše revije oziroma same reklame, kataloge, da potem res se ne zamudite, da bi še mogli kaj dodatno lepiti. Tako da dejansko potrebujete samo pravokotno revijo in spretne prste za začetek. Na to pa, da do konca dekorirate, pa priporočam sprej. Če spreja nimate kakšno gosto akrilno barvo in pa potem okraske, to pa ali so kakšne perlice, ali so kakšni izrezani motivi, s katero potem še smrečico dodatno dekorirate. Torej vse, kar najdemo doma in nam je všeč. Tako, res je. In seveda, da predelamo oziroma recikliramo. Izberete torej revijo in vzamete 3 liste same revije in prepognete do sredine. Naredite tako rutko oziroma trikotnik, dobro zapognete, to je skoraj tako, kot da bi delali origami, torej prepogibi so važni. Nato pa, torej to je iz zgornjega dela navzdol, sedaj pa iz spodnjega dela navzgor ponovno naredimo en mali trikotnik oziroma malo rutko. Midve sva začela na desni strani, je to pomembno? Ali bi lahko začeli tudi na levi strani revije? Tudi bi lahko. Potem bi šli od začetka do konca, tu bomo pa od konca šli naprej. Nekako, kako bi rekla, bolj nam gre na roko. Je pa res, jaz sem desničarka. Morda levičarjem pa še ravno obratno. To pa priznam, da zaenkrat še nisem imela stika z levičarjem, ki bi delal tole smrečico, povprašam. Tam, kjer začnemo, pa moramo torej imeti 3 liste. Vedno po 3 liste vzamemo iz same revije, torej 1, 2, 3. In ves čas bomo delali torej en velik trikotnik in en mali trikotnik. Mali trikotnik je na spodnji strani, velik trikotnik na zgornji strani. Torej zapognemo nazaj in znova vse 3 liste naenkrat proti sredini, da dobimo ta velik trikotnik, lepo prepognemo in mali trikotnik od spodaj navzgor in znova lepo zapognemo. Priporočam res oziroma poudarjam, potrebno je dobro zapogniti, pogladiti ta prepogib, zato da smrečica potem res stoji, ker sem rekla, da nobenega lepila, nobenih škarij in podobnih zadev ne uporabljamo. Torej, izdelava te smrečice je precej enostavna. Je enostavna, malo spretnosti, predvsem pa potrpežljivosti je pa potrebno. Tole bomo zdaj še zapognili en list, na to pa pokažem, kako naredimo proti koncu. Torej, tule sem že jaz prepognila kar nekaj, takole potem pride, torej takšen trikotnik nepravilne oblike. Zdaj bomo še pa tukaj do konca, torej vedno 3 liste, ne glede na to, kakšne debeline so ti listi. Ja? Takole. Zgornji je velik, spodnji pa majhen. Nobenega lepila, nobenih škarij. Takole. Zdaj še pa tule zadnji prepogib je mogoče malo zoprn, ker nimamo več tiste osnove, ampak enako. Torej, zgornji trikotnik je velik, spodnji trikotnik, torej da velik in mali se dobita v špički skupaj, je pa spodaj
takole. Na koncu torej porabimo toliko listov, kot nam jih je ostalo, ali kako? Tako, vse liste, ki jih ima revija, moramo porabiti. Če slučajno vam na koncu, ko torej po 3 liste skupaj zgibamo, vam ostane en list, ga previdno otrgate v stran. Tako da imamo vse liste zgibane. Takole to zgleda. Sedaj pa pričnemo od zadnjega konca. Torej obrnemo in bomo naredili prvi list od smrečice oziroma vejo od smrečice, če lahko tako rečem. Torej ta velik trikotnik, tukaj ohranimo špičko, to pa samo takole zavijemo in v samo sredino potisnemo. Ja. To je prvi. Držimo si, mogoče se nam bo hotel odvihniti, nič hudega. Torej, dvignemo in zavijemo. Vedno dobro takle na koncu potegnemo, da ohranimo špičko. Morda je tale del malenkost, na začetku se vam bo zdel težak, ampak ko boste šli proti sredini, verjemite, da boste že pravi mojstri. Bodite seveda tudi nežni, v smislu, da ne smemo tega zapogibati. Zdaj strah, da bi strgali, razen če bi bili res ti listi zelo tanki, drugače pa nobenega problema, da ovijete. Tako kot da bi delali rolice za, naprimer, pokovko, ko iz papirja takole zrolamo. Vedno lepo do konca, do same sredine in nastaja že takšna na dnu, takšna roža, ne? Kam pa bi lahko potem doma takšno smrečico postavili? Kot prvo samo varnostno opozorilo v stran od odprtega ognja. Torej v bližini te smrečice nikakor ne sodi kamin, ne sodi kakšne svečke oziroma adventni venček z svečkami prižganimi, to le bodite previdni. Drugače pa zelo lepo se poda to na kakšno polico ali pa na praznično mizo, kot en takšen lep dekor sami kakšni praznični pojedini. Kmalu bomo začeli postavljati tudi jaslice, verjetno bi lahko postavili takšno smrečico tudi v jaslice. Ja, lahko imate kot del jaslic ali pa če si mogoče pripravite kakšno zimsko vasico. Vem, da domišljija pri tem prazničnem okraševanju ne pozna meja, tako da tudi ta. Tule v studiu imamo zlate smrečice, lahko bi jih posprejali tudi z belim sprejem oziroma pobarvali z belo barvo. Če barvate z akrilno barvo, nikar ne dodajati vode, zato da se vam papir ne razmoči. Naj vam ne vzame poguma pri izdelavi smrečice, ko vidite, da mi tu proti koncu ponovno želi papir pobegnati. Ni tako hudo, kot je videti. Na koncu je vse čisto prav tako, kot mora biti. In tako bo smrečica dokončana čisto brez lepila. Čisto brez lepila, takole nastane takšna roža in potem jo samo postavimo po konci, vmes je še nam papir dopušča, da jo popravimo. In dejansko, če ste radi za ne tako praznični izgled, je lahko tudi takšna smrečica, lahko pa jo potem seveda torej posprejete. Posprejete zunaj na balkonu, imejte škatlo, da sprej ne prši slučajno po ostalih površinah. Dobro posušite in nato jo dekorirate s poljubnimi bunčicami, kakšnimi snežinkami, pač tisto, kar je vam najbolj ljubo.
Kje pa lahko mišmašeci takšen sprej dobijo? Sprej dobiste pa v kakšnih tehničnih trgovinah, tudi v papirnicah, v ustvarjalnih trgovinah, ampak v kakšni železnini oziroma tehnični trgovini dobite te spreje, ki jih v bistvu potrebujejo za sprejanje avtomobilov, so cenovno veliko bolj ugodni in hkrati tudi zelo dobro držijo in so prekrivni. Potem pa se torej lotimo bleščice, perle, lučke. Tako je, kar vam srce poželi, tudi kakšne gumbe lahko date gor, kakšne janeževe zvezdice, cimet, dejansko tukaj vam pa naj domišljija res ima svobodno pot. Tako, čas je za kratek glasbeni predah, potem pa pogledamo, kako naredimo še, zadnji izdelek nam je ostal, darilno embalažo. Na Prešircu najdem te, pridi, pridi k meni že. Pod drevesom te bom čakal, ko sneg bo padal. Božična noč, napeni se, mehučki sreče naj zlete. Na zdravje to božično leto, naj živi za naju le. Korake v snegu plešejo, stopinje tvoje iščejo, ko bele snežinke padajo. Le tebe si želim, le o tebi sanjam. Me nežno po licu božajo, ko da me božaš ti, to me omamlja. Lepše je, ko si z menoj, božično noč, na božično noč, 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 noč. V teh časih rožnato ni vse, a ostaja upanje. Ni važno, kaj božič prinaša, zdravja si želiva le. Vse naokoli sreča vre, ljudje se z nama veseli. Snežinke divje se igrajo, v hančkih topijo se. Korake v snegu plešejo, stopinje tvoje iščejo, ko bele snežinke padajo. Le tebe si želim, le o tebi sanjam. Me nežno po licu božajo, ko da me božaš ti, to me omamlja. Na božično noč še naše upanje živi. Miru in zdravja si želimo mi, v vinu in s prijatelji. Radi zapojemo vsi, ko bele snežinke padajo. Le tebe si želim, le o tebi sanjam. Me nežno po licu božajo, ko da me božaš ti, to me omamlja. Na božično noč, na božično noč, 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 noč. Na božično noč, na božično noč. V današnji oddaji ustvarjamo z gospo Petro Kolšek. Čaka nas še zadnji izdelek. Kaj bo? Ja,
Zadnji izdelek je pa takšne praktične narave. V stanovanju verjetno imamo ogromno neke embalaže, ki je služila ali sladoledu, ali kakšnim vložninam, kislim kumaricam in podobno. Torej vse, kar smo čez leto pojedli. Tako. In pridno shranjevali, seveda dobro umili. In zakaj ne bi kakšne bombone ali kakšne nogavice, šal ali doma pečene piškote, posušeno suho sadje, postregli v unikatni darilni embalaži, ki bo obdarovancu, če le ceni naše ročno delo, potem tudi čez leto služila pa morda za kaj drugega, da bo lahko notri shranil. Tako da priporočam embalažo, ali je to steklena, ali je malo iz močnejšega papirja, lahko je tudi pločevinasta, ki jo predhodno pobarvamo z akrilno barvo. Priporočam svetlejše barve, sploh tam, kjer bomo imeli sam motiv. Lahko pa uporabite tudi zidno oziroma fasadno barvo, ki jo torej uporabljamo za zunanje dela, to je recimo tale barva, ki jo dobite v kakšnih teh tehničnih trgovinah, sicer v malo večji količini, ampak če bomo veliko obdarovali, priporočam. Ta barva je pa resnično takšna kompaktna in ni jo potrebno dodatno zaščititi z lakom, ker je že sama po sebi torej vkljubuje kakšni vlagi in pa drugim neprilikam. Potem potrebujete servetke, papirnate prtičke, ki seveda imajo vam ljubi motiv, mehek, širok čopič, ki ne bo raztrgal tale nežen servetek, in pa belo lepilo, ki ga z res parimi kapljicami vode malo razredčite, lahko pa uporabite tudi namensko lepilo za prtično oziroma servetno tehniko. Kar je torej, da ko kozarec oziroma neko embalažo zaščitite oziroma prebarvate z vam ljubo barvo, naj bo svetlejših odtenkov, zato da ti motivi na samih prtičkih, ki so odtisnjeni, pridejo do izraza, dobro posušite. Nato pa iz samega prtička oziroma servetka lahko kar s prsti obtrgate željeni motiv. Servetki ni zdaj potrebno, da pa so svetli, torej da imajo belo podlago, lahko so torej tudi njihova podlaga je lahko barvna, ampak računajte, da potem se bo ta podlaga tudi videla. Takole obtrgamo lahko popolnoma okrog in okrog, lahko kaj vzorčka pustimo, to je zdaj res stvar vaše odločitve. Pa je ta tehnika zahtevna? Ne, tehnika je preprosta in res, če želite imeti takšne tudi voščilnice, na primer, na sami papirnati podlagi, lahko na ta način delate, kot vam zdajle kažem, lahko kakšne slikice, ki jih potem obesite na steno, tudi na ta način delate. Res je preprosto in enostavno, samo tako, kot sem rekla, belo lepilo z malo vode in pa mehak, širok čopič. Ni potrebno zdaj ravno tako velik, ampak da je malo širši, da ni ozek in pa da je mehak. Vsak servetek papirnat je narejen iz vsaj 2 plasti. To pomeni, da razplastimo servetek, da ostale plasti damo v stran, ker so odveč in bi se samo še dodatno gubalo, in ostane nam samo ta potiskana servetka oziroma plast, ki je torej ta potisk narejen. Sedaj pa vzamete torej embalažo, gledajte, predvsem, če imate motive, kot je jelenček. Jelenček ravno verjetno mu ni všeč, če bi na rogove dol visel, tako da pogledajte, kako se bo sama embalaža odpirala in da je ta naš motiv pravilno pripravljen. Tam, kamor bomo dali ta servetek, premažemo z lepilom, ne na debelo, ampak toliko, da je vlažna podlaga.
servetek nežno damo na samo podlago in potem iz sredine navzven, takle kar lahko s prsti pogladimo. Ne obremenjujte se za kakšne gubice, dajo še poseben takšen retro pridih in še bolj unikatno je. Takole. Pa mora biti embalaža steklena ali ni potrebno? Ni potrebno. Lahko je trši papir, kakšni ti kavni napitki so v takšni papirnati embalaži, lahko je tudi pločevinka, tako da resnično lahko uporabite res embalažo, ki jo imate doma na razpolago in je služila vsemu drugemu, samo temu, kar bo zdaj ne, in prav je, da že spet recikliramo. Z belim lepilom, z mehkim čopičem, iz sredine navzven, nežno, premažemo celoten motiv in hkrati se trudimo, da te zračne mehurčke spravimo ven, kar pomeni, če spravimo ven, pomeni, da smo tudi dobro premazali ves naš motiv oziroma servetek in nam ne bo odstopil, ko se bo enkrat posušil, ne bo odstopil od same osnove oziroma površine. Takole. Potem pa, ko se motiv dobro posuši, ga lahko še dodatno okrasite s kakšnimi bleščicami ali pa kakšno zlato oziroma srebrno konturo. Tamle imamo tudi kozarec, ki je polepljen z gumbi. Zakaj z gumbi? Gumbi prinašajo srečo in kaj bi drugega si želeli, kot da podarimo ob novem letu, za vsak dan v letu kakšen dober gumb. Če želite še dodatno zaščititi samo to embalažo, ki je seveda z vašim potiskom unikatna, potem jo lahko še vso z posebnim lakom na vodni osnovi premažemo kozarec in še dodatno dobi en lesk, hkrati pa tudi zaščito, da se resnično obdrži in služi, da lahko neko embalažo, ki bi jo drugače seveda zavrgli, služimo znova in znova oziroma jo na ta način recikliramo. S tem ohranjamo naravo, okolje, v katerem živimo, hkrati pa je to na nek način dejansko največje darilo, ki ga lahko podarimo sebi in drugim. To lahko torej uporabimo kot darilno embalažo, lahko pa si tudi izdelamo sami doma in kaj hranimo v tem. Tako, zakaj bi kupovali predvsem naprimer v kuhinji ali pa tudi v naših sobah za kakšne drobne predmete? Ali so to od Lego kock zadeve, ali so to svinčniki, pisala, razni listki? Zakaj si ne bi iz embalaže, ki nam je na razpolago različnih oblik in pa tudi materialov, naredili res priročne, vsakodnevne uporabne predmete? Tako, danes smo izdelali 3 izdelke, nekaj, s čimer si lahko okrasimo dom, nekaj, kar lahko podarimo. Ste vi že začeli krasiti dom? Seveda. Adventni čas je tukaj in dejansko to je čas, ko si moramo okolje, v katerem živimo, z stvarmi in s tem, kar znamo, narediti čim lepše. Najlepša hvala za vse, kar ste nam danes pokazali in današnji obisk v studiu. Lepo ustvarjanje, čudovite, mirne, tople in pa zdrave praznike. Tako kot je že Petra povedala, želim vam, da bi bil vaš december čim bolj lep in da ste danes dobili navdih za ustvarjanje. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Poljubnajte na moja usta, ker danes plešem, ljubim, pojem čas, naj teče bolj počas. Vse je še pred nami, vesok življenja, vse je pred nami, ocean veselja. Se živi, za poljube se živi, se živi,
čakam jutri, kaj prinese se ne ve. Ljubim vsak preprost trenutek. Vse je jasno, jasno kot nebo, da bogastvo ni zlato. Se živi, za poljube se živi, se živi, nas ljubezen gor drži, naj se pleše, ljubi poje, naj se ne mudi. Dobro je to leto, vseh 3-6-5 dni, vse je še pred nami, v sončju